čudite, zakaj nas je toliko pri teh čudovitih drevesih, razlog je v tem, da jih želijo posekati. Kdor želi ohraniti življenje teh čudovitih vrb, tukaj zbiramo podpise in lahko se zavzamete s svojim podpisom, da te vrbe ostanejo pri življenju. Če vam ni vseeno, pridite in izrazite svojo željo. Kako to, da poziv k podpisu peticije šele zdaj, torej post festum, kljub temu, da se je vedlo, kaj se bo zgodilo? Ja, to je bila spontana reakcija. Pač, ko enkrat vidiš, kaj pomeni ta golosek, se šele zaveš, kaj pomeni takšno življenje v reki, kaj pomenijo taka čudovita drevesa. In ja, smo pozni, vem, samo mislim, da nismo nikoli prepozni. Ogromno ljudi, s katerimi sem se pogovarjal zadnje tedne tudi, je pač izrazilo neko obžalovanje, škoda, da je to šlo in tak naprej, ampak to je premalo. Treba je to povedati bolj jasno in bolj glasno tistim, ki pač v tem mestu urejajo obrežje. To je seveda mestna občina. Danes smo tukaj zato, ker se ne strinjamo s tem, da se drevesa podirajo. Mi nismo tukaj z namenom, da bi bili proti človeku, torej proti županu Kanglerju, ampak smo tukaj zato, ker smo za drevesa. To pomeni, da kakršnakoli oblika življenja, ki ni človeška, se v zadnjih letih popolnoma negira. Drevesa se podirajo, ne glede na to, kakršnikoli so argumenti. Dejstvo pa je, da v mestu živi več kot samo en človek oziroma več kot samo 10 ljudi. In jaz mislim, da za kakršnokoli odločitev je pomembno soglasje večine, ne pa manjšine, ki zmotno odloča o mnenju tistih, ki se ne strinjamo, kot v tem primeru, da drevesa padajo. No, kar je pa še huje, mestna občina ni dobila dovoljenja, da poseka vsa drevesa, ampak za 22 vrb, ki so pač po mnenju strokovnjakinje bila bolna ali pa pač potrebna zamenjave, recimo. Mestna občina se je odločila, da poseka vse, da odstrani tudi vse grmovje in to v času, ko niti ni imela dovoljenja za to. Vsaj teh 5 vrb želimo ohraniti. Preveč boleče je gledati, kako ta drevesa padajo. Sploh pa, ko vidimo, da so povsem zdrava, niti stara, čist ničim ne manjka. Na poti niso nikomu, dajo zavetje, tako nam, ki hodimo pod njimi, kot mnogim živalim, pticam, tu gnezdi. Kaj pa mora biti, glede na to, da dovoljenja ni bilo za to, kakšna kazenska ovadba? Ne vem, če ima smisla. Mislim, da je bolje, če nekako meščani, meščanke izrazimo svojo voljo na tak način, z neko peticijo, z nekim jasnim sporočilom mestni upravi oziroma županu, da naj vendarle upošteva tudi naše mnenje.